Začneje čez 6 dni, 22 ur in 54 minut. Najprej seveda zahvala družbi Petrol, ki že nekaj let gosti našo novinarsko konferenco in ker omenjamo našo največjo energetsko družbo, lahko povemo, da se je družba Petrol zaradi odličnih izkušenj iz zadnjih let odločila podaljšati sodelovanje s pokalom Vitrans do leta 2020. Pogodbo o sodelovanju bosta podpisala predsednik uprave družbe Petrol, gospod Tomaž Beročnik, in podpredsednik organizacijskega komiteja pokala Vitrans, odgovoren za finance, gospod Boris Pesjak. Kar izvolite? Gospod Beročnik, podpis za nov olimpijski ciklus 4 leta kaže, da 5 let, oziroma ne, za nov 5 let, ja, več kot olimpijski ciklus, kaže, da so Petrol Vitrans vzeli za svojega. Res je, najprej lep pozdrav z moje strani, pozdravljeni. Mogoče na začetku sem to, ne gre tle sam za Vitrans, gre za širšo zgodbo. Mi že zelo dolgo sodelujemo za Smučarsko zvezo Slovenije, že od leta 1996, v dobrih in slabših časih, trenutno malo slabših časih, kar se tiče tehničnih disciplin pri moškem delu. Od leta 2010 smo pa ponosni partner pokala Vitrans. Pogodba nam je se iztekla, z veseljem smo se usedeli, z veseljem pogovorili in se odločili, da bomo, bom rekel, klub trenutni krizi po slovenskem smučanju nadaljevali sodelovanje z pokalom Vitrans, ker pokal Vitrans niso samo slovenski smučari. Gre za, po mojem mnenju, pa rečemo, da sem kar poznavalec, prireditev, eno najboljših organiziranih prireditev v smučarskem pokalu. Ne glede na to, ali so naši Slovenci v vrhu ali niso, verjamem, da se bodo dvignali. Imamo pa seveda priložnost v Sloveniji, v Sloveniji smo smučarski narod, gledati najboljše smučarje vsaj enkrat na leto, oziroma dvakrat, če bi tako rekel, letos celo trikrat, da mi se bo to omogočeno. Tle gre za več kot samo za sponzorstvo, tle gre za dolgoročno partnerstvo dveh, ki vesta, kaj sta, kam želita iti in seveda dva partnera, ki želita biti najboljši v svojem področju. Tako da še enkrat hvala za zaupanje, da smo lahko partneri naprej in seveda že zdaj vsi vabljeni tisti, ki ste na našo vsakoletno zabavo, eno, ki začne po 5. uri, ena za naše poslovne partnerje pa že prej, ki nadgrajujemo vso to zadevo, letos bo peto po vrsti in evo, hvala partnerji, gremo skupaj naprej. Boris, mogoče še eno vprašanje, hitro, lahko. Na Vitransu so ponosni domači partnerje, ki znajo svojo prisotnost nadgraditi in Petrol je zagotovo ena takih aktivacij, njihova je hvale vredna. Je prav, da našli podpis pogodbe z Petrolom je rezultat tega sodelovanja v zadnjih 5 letih in tisto, kar se vsi zavedamo, tako mi kot pa Petrol, s podpisom 5-letnega sodelovanja smo si naredili skupaj osnove, da bomo v naslednjih 5 letih dvignili kvaliteto tako prireditve, kot pa vse tisto, kar Petrol od te prireditve pričakuje. Hvala lepa. Tudi letos v Kranjski Gori vse pripravljene dogodek, ki bo v svoji 55. različici vznemirljiv kot prvič, potekajo v skladu z načrti, snega je dovolj in kot kaže se bo obdržal vse do druge polovice marca. Sicer pa vam bodo veliko več o stanju in pripravah povedali moji in vaši današnji sogovorniki, in sicer gospod Simon Oblak, izvršni podpredsednik organizacijskega komiteja
gospod Jani Hrovat, župan Kranjske Gore, gospod Boris Pesar, podpredsednik OKAJ-a, Srečko Medved, generalni sekretar, Gregor Predik, predsednik smučarskega kluba Kranjska Gora, ter eno gospod še imamo tukaj za mizo, Jasna Knez, ki bo predstavila Kumax Party in seveda predstavniki pokroviteljev, Petrol, Zavarovalnica Triglav, Elan, Pošta Slovenija, Skupina Laško, Hrvaška turistična organizacija s predstavništvom v Sloveniji, Agrokor, Zvalovno znamko Ledo in Rauk, ter naša krovna smučarska organizacija, Smučarska zveza Slovenije. In tako, gremo naprej. Simon, letos pri delu OKA ni bilo večjih pretresov, imamo pa nekaj novih obrazov, ki jih bodo srečevali tudi novinarji. Kot uvodno iztočnico bi uporabil datum današnje prireditve. Prva prireditev je bila 4. 5. marca 1961. Letošnja 55. izvedba pokala Vitrans nudi našim alpskim smučarjem v tehničnih disciplinah kot zadnja tekma pred finalom edinstveno priložnost, da si nekateri še pridobijo mesta na finalni preizkušnji. In če pogledamo še letošnjo zimo, letošnja zima je sila podobna pokrovniki, ki obstaja v Kranjski Gori, zimi izpred 100 let. Do konca februarja skoraj ni bilo snega v Kranjski Gori pred 100 leti, na kar ga je toliko naneslo, da so ga merili v metrih. V višjih legah, seveda na Vršiču, je bilo tega snega še mnogo več. In prav pred 100 leti, 6. marca, je snežni plaz pod Mojstrovko zasul graditelje ceste na Vršič, ruske vojne ujetnike, preko 300 žrtev. In v Kranjski Gori bo letos, v 31. julija, ob 100-letnici ruske kapelice, velika spominska slovesnost. Zaželimo pa ruskemu smučarju Horošilovu mnogo več sreče, kot so jo imeli graditelji te ceste pred 100 leti. Organizacijski komitet kot tak ima v letošnjem letu eno samo spremembo, večjo spremembo. In sicer na mestu vodje akreditacije je Janja Plemelj. Nov je tudi predstavnik Smučarske zveze, glede na situacijo v Smučarski zvezi, in sicer direktor Smučarske zveze Križan. Če pogledamo, organizacijski komitet kot tak deluje vse leto, od konca tekme do naslednje tekme. Naše delo je načrtno, delamo v 13 komisijah in odborih in imamo 24 članov. Skrbimo predvsem za dva cilja. Prvi cilj, kako zagotoviti tekmovalcem kar najboljše pogoje za izvedbo tekme, in drugi cilj, kako gledalcem nuditi športni užitek najvišje svetovne ravni. Še posebej smo v Kranjski Gori ponosni na to, da smo člani kluba 5, enega od klubov najeminentnejših organizatorjev tekem svetovnega pokala. Pri tem nas še posebno veseli, da je naš generalni sekretar Srečo Medved že 2 leti vodja tega kluba 5. Ta klub namreč postaja vedno bolj pomemben dejavnik v odnosih med organizatorji in Svetovno smučarsko zvezo. Kakšno zaupanje imamo pri Svetovni smučarski zvezi, naj vam pove podatek, da imamo tudi za naslednje obdobje 5 let že garantirane orientacijske termine. Prav gotovo pa tudi to, da je bila v Kranjsko Goro prenešena tekma iz Garmiša in imamo spored letos že v petek. Ob zaključku bi se želel zahvaliti gostiteljem današnjega srečanja, današnje tiskovne konference, vsem sponzorjem, Žičnici Kranjska Gora, občini Kranjska Gora, vsem prostovoljcem, ki delujejo v okviru našega organizacijskega komiteja, članom ASKA in drugih smučarskih klubov Gorenjske, vsem prav iskrena hvala, ki sodelujete pri izvedbi te tekme. Hvala, gospod Oblak. Gremo naprej, gospod Hrvat.
Sodelovanje med občino in pokalom Vitrans poteka že dolgo, tudi vaše aktivno županovanje je prineslo v občini nekaj pozitivnih sprememb, ki privabljajo turiste, a kljub temu Vitrans in Planica nosita ime Kranjske Gore v svet. Je tako? Najlepša hvala za besedo, lep pozdrav vsem, predvsem novinarjem, sponzorjem in ostalim prisotnim. Kot župan Kranjske Gore seveda moram priznati, da je Pokal Vitrans ena od ključnih prireditev, ki nosijo ime in seveda tudi propagirajo našo občino, naše kraje po celem svetu. V letošnjem letu sem še posebej ponosen, ker so se tem dvem tekmam pridružile še svetovni pokal v smučarskih tekih in seveda zaključek v poletih v Planici marca. Pa seveda tudi tretja tekma v Garni, ki se je prenesla iz Garmiša, je velik plus za Kranjsko Goro in seveda tudi priznanje našim organizatorjem, našim delavcem, našim v bistvu vsem zanesenjakom, ki skrbijo za tekmo, da smo v Kranjski Gori in v Sloveniji nenazadnje sposobni izpeljati in organizirati tekme na najvišjem nivoju. To se je pokazalo v ponudbi za nadomestno tekmo ženskega svetovnega pokala iz Osteršvanga, ki je žal zaradi visokih finančnih pogojev nismo mogli prevzeli smo Garmiš. Jaz sem res ponosen tudi na pokala Vitrans, v katerem delujejo profesionalci. Prav v letošnjem koledarju, v bistvu v soboto pred Kumax partijem, je za mene en poseben trenutek, ki bi ga rad predstavil. Eno uro pred Kumax partijem bom v svoji pisarni v občini Kranjska Gora slavnostno obesil z slikarjem Rudolfom Španzlom sliko dolgoletnega sekretarja OK Pokala Vitrans in seveda velikim ljubiteljem Kranjske Gore in smučarskim zanesenjakom Vojtkom Budinekom, tako da ste vabljeni tudi sedma sila tist moment, da se pridružite temu slavnostnemu trenutku. Kar se pa tiče mojega aktivnega županovanja, pa hvala za te besede. Jaz se še naprej trudim, da Kranjsko Goro povrnemo tja, kamor sodi. Jaz mislim, da je Kranjska Gora ena najbolj elitnih smučarskih destinacij v Sloveniji in da se bomo še veliko bolj trudili in jo spravili še na višji rang. Imamo probleme z transportnimi, s cestnimi povezavami, ki pa upam, da se drugo leto zaključijo. Na Ministrstvu za infrastrukturo so nam končno obljubili tudi, da se cesta proti dolini sanira v večjem delu in da se preplasti cesta proti Planici, kar tudi za svetovni pokal v Planici pomeni velik plus. In nasplošno mislim, da se stvari iz tega dna, kamor upam, od katerega se že oddaljujemo, upam, da vodijo navzgor, tako tudi v gospodarstvu, ne samo v športu, kjer smo dokazali v letošnjem letu, predvsem z dosežki, da se lahko kosamo z mnogo večjim velesilam in da Slovenija zna, zmore in da je vizija za to našo državo. Najlepša hvala in vabljeni v Kranjsko Goro. Hvala lepa, gospod Hrovat. Srečno, mi da pa greva po standardnem programu naprej. Letos 3-dnevni program, 2 veleslaloma, 1 slalom. Snežna podlaga je dobra in pa je, da je lahko zmanjšala kakšen monsunski dež. Ki pa se ga seveda ne pričakuje. Vitrac sem pripravljen. Pozdravljam še v moje imeno. Vsekakor monsunskega dežja ne bo Kranjske Gore. Zdaj upam, da je temu tako. Pa če grem na istočnico, kar bo že povedano, Pokal Vitrans ima letos dodatni dan, to je petek, odpadna tekma,
iz Garmiša. Mi smo to tekmo prevzeli po skrbnem premisleku in pa, ko smo dobro pretehtali vse posledice oziroma dobre plati, ki so s to dodatno tekmo za slovensko smučanje, za destinacijo Kranjske Gora in pa na koncu tudi za dobro ime organizatorjev Oka Pokavitrans v odnosu do FISE. Tako da program je malce spremenjen. Uradni prihod ekip je v četrtek. Normalno bi mogel biti v sredo za tak program, vendar smo se s FISO dogovorili, ravno zaradi zmanjševanja stroškov, da je prihod v četrtek. V petek bi normalno mogel biti prosti trening in vmesto tega prostega treninga bo veleslalomska tekma za svetovni pokal. Ena od 4 v 2 vikendih, ki si sledi tajno domov. Zdaj imamo 2 v hiter strodelju in potem še 2 v Kranjski Gori. Vse ostalo program je v bistvu tradicionalno, s tem, da samo prvi dan je štart prvega teka ob 10, drugi tek ob 13, pokal Vitrans, original program pa je 9:30 in 12:30. To je edina razlika. V programu smo dodali še en dogodek, kar nas zelo veseli, in temu bo več povedal tudi Jure Franko, ki je zelo prisotno, pozdravljam. To je musical Mamma Mia kot uvod v dogajanje na 55 pokalu Vitrans. Gremo naprej, na proge, kjer pa smo se včeraj spustili po progi z gospodom Alešom Vidicom, ki je odgovoren za pripravo proge. In poglejmo. Zdaj pa zmerla, to je mušter. Da ti pokaže, koliko je kubik snega težek. Šeststo 55 kilogramov teže v kubiku snega, kar pomeni, da je to zelo dobro že, 650 do 700 je nekje za moške teže snega, lahko je tudi več, ampak manj pa ne sme biti. 20 je kar dosti tako, malo pa mehko. Tega je počeli narediti ga pol metra. To hočemo. Hodi še nekro. Dostane. Ta plast je čez dan, včeraj ima jih razvrzina, 25, spodaj pa še nekako. Mokr. Tako vrnem, pa je že pomrznen, da tudi na more se nas prime. Pa sneg, ki ga turisti započejo. Veš, kaj smo poretrakirali? Pa smo pa na more. Kaj pa doma, tele hište, pa nismo nič retrakirali, smo samo polili. Hodil stanje sem kar podpišal, če bi hodil. Včeraj smo z razsvetistom, izpjavam, v sneg od strani, ki je kupila zbihala, samo to je udor noter bomo v samo progo, a ne. Škodo so seveda naredili. Turisti, ki je velik pa, ker ni mrazno, to smo zvali, potem je ta sipek sneg dol, dolina, je treba dol, prepeljati nazaj. Glavno nismo mogli kaj pa narediti, ker je to višji, 400 metrov višji, manj vlage, bolj suh sneg, nekaj več vlage, čez drug sneg. Eni je kot praza, to ne?